Lepo pozdravljeni v posebnem podkastu, v katerem gostimo kandidate na skupni listi NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča na prihajajočih parlamentarnih volitvah. V našem studiu je Anže Plevnik. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Pozdravljena, hvala za čas. Se bova kar tikala. Okay. Mislim, da sva mlada oba. Ja, upam. Kandidiraš v okraju Hrastnik-Trbovlje, volilna enota 6, Novo mesto. Izhajaš iz biznisa, iz posla, iz gospodarstva. Ja. Zelo dobro poznaš to področje. Zakaj potem nek uspešen človek, uspešen podjetnik naenkrat Prva stvar, ko ti v oči pade kot nek vodja nekega podjetja, je to, da vidiš ti vse plačilne liste, vsak mesec potrjuješ, vse račune, ko pridejo noter, vse davke. To so vse stvari itak, na koncu delaš tudi vse bilance, grejo čez tvoje roke. Pa ko gledaš te številke, prvo leto, ko smo začeli, jaz sem se še ful učil. Danes je ena zanimiva stvar, ko marsikoga vprašaš, ko že ne vem koliko let podjetnik, pa jaz grem stvari, da 50 ljudi še vedno zna svoje bilance prebrati. In ko tiste številke malo gledaš in ko se res začneš zavedati, koliko ti plačuješ državi, zdaj nam rekel direkt državi, ampak vseh teh prispevkov pa vsega tega, pa koliko pol neki, rečeš, podjetje nazaj dobi, da bi rekel zdaj, firma je pa zdaj, na tem razpisu smo recimo dobili, ali pa tu smo pa ful dobre bonifikacije dobili, ali pa ne vem, tu sem pa lahko delavca zaposlil, pa so mi prispevko nisem rabo plačati. So taki detalji, ampak večinoma pa glih padeš v tisto normo, ko ne pride zraven. Teda glavni moj cilj je bil, pa tudi mojim zaposlenim sem obljubil, ekipa, nekaj moramo narediti. Sem rekel, jaz tu vidim, ko poznam gospoda Lotriča, imel nekaj dobrih idej, par dobrih pogovorov smo imeli, sem rekel, nekaj moramo narediti. Jaz sem več televizijo gledal, pa ko račune gledal, pa se po glavi toliko, ne vem, zakaj en delavec, ko ima, recimo, povprečno plačo 2,5 bruto, mene košta 3,200 recimo firmo, delavec dobi ven pa Jurija pa pol, Halo, pa gre zdravnikov tisti delavec, pa šef, čez 8 mesecev ram dopustke, tedi grem na slikanje hrbta, recimo, okej, kako pa, se imamo to zdaj tako fajn digitalno, in da se še lahko bolj zavedaš, kak fejst boš ti čakal na zdravnika, in je res, žalostno to. Zato sem rekel, treba nekaj zdaj narediti, ker če te volitve ne bojo uspele, da desno-sredinska razumna vlada tu zdaj zmaga. Torej, ali naša lista na splošno, celotna ta skupnost, če bojo slučajn, pa to zdaj nočem grdo, se imajo tudi na levi strani, imajo dobre argumente, imajo res včasih dobre ideje, pa dobre izvedbe. Ampak, če ne bojo res podjetje začelo ven hoditi, kar se dogaja, in tudi, nažalost, tudi pri nam investitorji, recimo, in to, ko imamo nemške investitorje, celo kitajske, Hisense, recimo, ti gledajo številke, in zelo smešno, zelo so dvignali to plače, minimalno. Kolegica ena je rekla, zdaj sem pa dvignali plače, zdaj pa lahko večkrat na mesec grem na nohte, Ko to je standard, da lagaš na nohte, to je neka vrednost. In je šla na nohte, jaz pa poznam kolegico, ko je lastnica salona, In ona ima tudi 3 zaposlene, take novejše, se še učijo in imajo minimalce, In nič narobe s tem, itak, preden ti dobiš plačo, moraš rastiti. In ona pride na nohte, ta gospa, tukaj je cena, pa je ceno dvignala glih, zdaj po novih, je 5 evrov višji storitev, Kako si dovolite, zakaj 5 evrov več to zdaj, Jaz sem plačal več, zdaj pa na koncu isto imela kot prej. Ja, jaz moram tudi moje delavce plačati, Isto recimo Špar, greš hrano kupiti, Zdaj, če gledamo njene Švede, ko so lastniki, Sloveniji so dvignali davke, 16% v bistvu imajo več stroškov imamo pri delavcih. Delavci predstavljajo recimo 30% celotnega dela stroška izdelka. Tukaj dela bomo zvišali ceno izdelkov. In na koncu boš šel v trgovino, pa boš na koncu meseca pogledal, koliko mi je ostalo. Ni razlike sploh, to je to. Torej, zdaj govorite pravzaprav o nekih ukrepih za predvidljivost, Ja. In kaj je recimo v tem trenutku nek sektor, vaš sektor, se pravi, v katerem imate podjetje oziroma za vaš obseg poslovanja, recimo, kaj je nek tak gospodarski subjekt najbolj potrebuje, poleg predvidljivosti, ali pa morda, če naštejete neke konkretne ukrepe,
ki bi vam recimo koristili in vam podobnim? Tako si rekla, ne. Predvidljivost je že tisto osnovno, ne. Če že ni zdaj zmanjšanje davkov, pa drugih pomoči, pa razpisov, ne, evropskih, že saj to, da ti veš, ko delaš vsak podjetnik, ima plan saj za 2 leta, večino imajo za 5 let plan in ti recimo narediš plan, ne, okay, naredimo plan za 2025, ne, ko smo delali. In si ti naredil plan, tule bomo takle imeli, ta mesec bomo 100 000 evrov imeli dobička, ta mesec pol slabo, ker pač on projekt ne bo, na koncu leta bo to pa to, vmes kupimo za ta projekt recimo robotski varilnik, vmes bomo kupili tisti stroj, potem moramo zamenjati oni stroj, ki je pač zastarel in rečeš, tukaj je pol na koncu in dobiček, ki ga bomo ustvarili, bomo dali za novo opremo, ne. In potem recimo zdaj konc leta, mi smo mislili kupiti še 2 stroja, tako za pomoč, za hitrejšo obdelavo kostov, torej za brušenje površin in rečemo, tule imamo zdaj, dokaj nimamo zdaj veliko zaposlenih, ampak tule smo imeli takole 12 000 evrov mi smo malo podjetje, za 12 000 evrov je dosti za nas, ne. Tule smo imeli pripravljen za tisti stroj, ne, in reče novembra ukrep, zdaj bo božičnica. Mi smo dali ful velik, ker gre že, božičnice smo imeli planirane, ampak ne v taki obsegu. Zdaj pa moramo tisto dati bek za božičnice, stroja ne bo. Zakaj? Mislim, nismo mogli niti investirati, nič ni ostalo, ne. In že vmes en slab mesec pri podjetju, kot smo mi, ko smo 2 leta staro podjetje, je razlika med tem, če boš ti sploh še deloval naprej, ali boš pa kar firmo zaprl. Torej, en slab mesec loči podjetje od tega, da gre čist stečaj, da mora iti na banko denar prosi, da si mora sposojati en mesec. Zdaj pa, če ti še pač država, lastna država reče, tu boš pa še neki, ne, si sploh neš kao bi, ne, da si čist pod stresom in so začudeni bili, sploh na vladi, kaj se pa pritožujejo ti kapitalisti, ne, saj imajo denarja dost, pač niso dobri menedžeri, očitno, če ne znajo to dobro splanirati, naj pa grejo v drugo državo. Jaz sem se rodil v Sloveniji, jaz sem patriot, jaz imam rad Slovenijo, jaz sem tu zato, ker hočem biti, ne zato, ker moram biti. In kaj bi bilo po vaše, kaj bi bil nek ukrep, se pravi, rekla sva predvidljivost, kako bi recimo vi nagradili delavce? Se vam zdijo ustrezni vzvodi za to trenutno? To je taka dobra tema. Zdaj smo glih imeli, pa je pri kolegu en ful dober projekt, smo nekaj dobro končali, pa je bilo, temu morat po nagrado, ta pa je za firmi prišparo, 20 000 evrov. Pa greš do računovodkine, ne, pa rečeš, temu delavcu daj še na koncu meseca, daj še 500 evrov več mu, ne. In kaj ti računovodkina reče? Kaj misliš, koliko je rekla, da moramo firma plačati? 1000? Ja, 1000 evrov moraš dati, da delavc dobi 500 evrov ven, zato ker je nekaj dobro naredil. In kaj ima država s tem, da je en delavc zaslužil tisto nagrado, ne, to je ful mim, ne, da sploh nimaš opcije neke realne, da delavca nagradiš, ne. In kaj to podpira, ne, ta zadeva podpira točno tisto sivo ekonomijo, ko pa rečejo, bomo pa raje od neko drugačega nagradili, ne, to je mimo države, kar je pa definitivno slabo za vse, in za delavca, ne, ker je pač to siva ekonomija, in za državo, ker pač nič ne vidi tistega denarja, ne. Prej ste tudi rekli, vaše podjetje, tvoje podjetje, deluje s tujimi investitorji, ne? Kot sem razumela, zato ker banka ni imela posluha, so prišli tuji investitorji, ne? Ta izkušnja mi je bila zanimiva, ne? Ali Slovenija zna prepoznati potenciale? Meni je Slovenija prepozna potencial. Recimo imaš, tako sem recimo omenil, katapult, pa take pospeševalnike, ki iščejo potencialne mlade ali pa tudi starejše, ko imajo dobre ideje, ne. Pa jim dajo pol pomoč finančno, tako ali pa drugače, da lahko začnejo. Problem pa je pa pri takšnih podjetjih, kot smo recimo mi smo proizvodno, nismo zdaj produktno usmerjeno, da bi razvijali, pa greš do banke recimo, ne, pa preneseš perfektni finančni plan. Torej, jaz kot magister strojništva sem tudi malo bolj fokus imel na proizvodnem strojništvu, tudi v ekonomskih zadevah sem se malo bolj podučil in sem pač naredil res tisti by the book finančni plan, ne. In pač, če si dober film gledal, recimo, ne, vidijo tistega, si obleče obleko, ne, pa gre na banko, pa pride ven z gnarjem, da firmo začne, ne. In potem, ko greš to, ne, na banko, pa vidiš, potem si ti jasno, zato je Steve Jobs v garaži začel, ne, ker noben ti ne da denarja na začetku. Teda v bistvu moraš na začetku se res potruditi, kje najti finance. In zdaj v Sloveniji nekih investitorjev, ko bi rekli, tu imaš denar,
Slovenija ni znana po tem, da imamo glih investitorje. Mi imamo pa opcijo, če se dosti povezujemo, torej glih to mora biti naš moto mora biti. Poglejte nas, SLS, pa Focus, pa NSI smo se združili, pa je bilo zanimivo zdaj, ko sem se združil z vsemi temi ljudmi. To sploh ni bilo, da bi bil kjer tujc, to je bilo tisto direkt po tistem nareku, povej mi, s kim se družiš, pa ti povedal, kdo si. Jaz nisem enega videl, ok, smo začeli ment, smo že v vseh istih temah. Smo prišli domov, ne? Ja, sploh ni bilo, da bi kjer, in glih to, da smo se združili, ne, pokaže, lej, gre, vse isto razmišljamo, vse nismo zdaj vsi nasprotniki, tu se doben ne grebe zdaj za neka poslanska mesta ali karkoli, tu se gre za čiste neke razumne ideje, rešitve, ko jih moramo spraviti v Slovenijo. Se ti zdi, da se da državo voditi kot podjetje? Definitivno, nujno. Mislim, sploh ni vprašanja, država se more voditi kot podjetje, ampak moraš tudi na podjetju moraš biti dober gospodar. Če nekdo ima probleme doma, ga vprašaš, se pomeni z njim, v bistvu moraš biti nek psiholog skoraj, pa mu predlagati, mu pomagati, ga voditi, motivirati, da pol v bistvu splava naprej. Ne. Zato je veliko težje, ko imaš pa zdaj recimo država, ko ima pa zdaj 2 milijona zaposlenih recimo, ne, če zdaj to ekstrapoliram. Tam pa moraš res najti ukrepe, ki avtomatsko to rešujejo. Ampak ne smeš pa dati take ukrepe, da se lahko ljudje, tako na firmah, marsikdo zna skrivati. Ne. In te ljudi v bistvu se vozijo na tistem vozu, kjer 5 ali pa 6 delavcev vleče tisti voz ko nori, vzadi pa sedijo oni, ko se znajo dobro skriti. Ne. In v Sloveniji smo res dobri v tem. Ne. Vsak ve, vsak pozna ljudi, ko vejo, ko znajo izkoristiti ta naš slovenski voz res do nule. Vejo vsako foro, kje moraš kaj narediti, da se izogneš tistemu plačilu. In na koncu ti ljudje, ne, pa jaz poznam dosti ljudi, ko še kaj potem na črno naredijo, ne, živijo veliko boljše, ko marsikjer, ko dela po 16 na dan. Ker boli ta krivica, ne? In to Facebook. Zdaj sicer veliko govoriva, se pravi, o podjetju, ki ga nosite v srcu, o podjetništvu, ampak mogoče, ne vem, če še katero drugo temo odpreva, zanima me, recimo, če boste dobili možnost, se pravi, da so odločate v vlogi poslanca, kaj boste postavili oziroma kaj boš postavil ob bok prizadevanjem za dobro poslovno okolje? Je definitivno, da se vsi zavedajo, da je delo vrednota in da moramo to nazaj spraviti v Sloveniji. Jaz imam feeling, da zadnje 4 leta, da je šlo malo to smer. Da se malo spet občutijo, ampak še vseeno zelo premalo. Druga stvar, ki je pa zelo pomembna, je pa disciplina. Da nekaj ne probamo, pa takoj obupamo. In potem takoj, ko nekaj ne gre prvi ali pa drugi ali pa pol leta, ne, takoj druge nasprotniki začnejo, ni vam ratalo, idioti ste, nesposobni, pa takoj pol si polena začnejo metati, namesto da bi rekli, se recimo, mogoče tu malo zastopim, pol levo stranko je kakšne ukrepe dala, ne, pa in ni takoj šlo, ne, pa na koncu se je mogoče kjer izkazal kot dejansko dober, ne, ampak itak, da na desni strani podjetki, kjer take stvari prizna, ne, ampak glih to je tista glavna stvar, da pač skozi neko disciplino, skozi nek trud, da vztrajaš pri nekih odločitvah in ljudje morajo tudi vedeti, da dobena stvar ni čez noč. Zdaj to, da nekaj se naredi, to traja, da sploh pri tako veliki stvari, ko je država, boš dal ukrep, ne bo jutri, ne. To bo malo časa rabiš, da te stvari se sprovedejo, ne. Sam mora biti pa ukrep prav, ne. Mora biti ukrep dobro premišljen, tako si rekla, tako kot recimo podjetje planira 5 let naprej, moraš ti si res tisti plan narediti, drugo leto bo to, tretje leto bo to in vse pripravljati vmes, kakvi ukrepi bojo vsi mogli biti v vmesnih letih, ne sam 5. leto bo pa, ne vem, dolgotrajna oskrba narejena. Ne, ti moraš paziti vsa leta vmes, da ti skrbi za te ljudi, da razumejo, kaj se dogaja v sistemu, ne pa sam, ni še čist fertik, čakajte 5 let, je tudi čist naroben način, ne. Si vidim zelo velik strateg, ne, kar je potem pričakovati, glede na to, da vodiš uspešno podjetje in vse. A si v zasebnem življenju tudi, deluješ tudi na tak način? Moja bi rekla, da žena, jaz mislim, da ne tako čisto. Včasih skušam pol biti tiste, se bo, ampak itak, da to ne gre tako enostavno. Mislim, mene že itak, oče je bil rudar recimo, je učil pač red, mora biti pri vseh stvarih. In ne vem, ena taka stvar, ko mi je zelo pomembna, pa sem se naučil iz ene dobrega predavanja, vsak dan si moraš poslo pospraviti. To je nujno. Rutina. Rutina, druga stvar pa je to,
da v bistvu ti, ko poslo pospraviš, to je prva dobra stvar, ki se ti zda naredil. Tudi če recimo vse druga ti zdan, priješ domov, rečeš, pospravljeno poslo, ne. Jaz se lahko ležem na pospravljeno poslo, lepo, ravno, znivelirano, ne. In to veliko pomeni, to je tisti občutek, tudi če je res čist do konca slab dan, ne. To zdaj ženi, govorim, ne mi poslo pospravlja, to mi jaz naredil, ne, tako pa ona hoče, pa se zdaj malo kregamo, ne, kdo pospravlja. Ampak to so take mali detajli, ko pol naredijo dan veliko lepši, ne. In isto moraš potem, če življenje, definitivno mi je to dal neka vodila, ne. Tudi moji starši so me to pač naprej naučili, da pač delati moraš, učiti se moraš, da boš nekaj imel. Zdaj se malo počutim tisto, da sem mogoče malo nategnil, zato ne vidim glih tak na koncu ta efekt v tolikšni meri, koliko inputa devaš noter. Zato si se pa aktiviral, ne? In zdaj sediva v tem studiu. Točno, to je glavni razlog. Pred kratkim si tudi dobil prvorojenko, čestitam. Hvala, sem ponosen, dvigujem nataliteto slovensko, da res postane Slovenija spet slovenska. Čeprav se to čuje, nekateri bi rekli, da sem malo tisto, nisi... nacionalist. Da nisi dovzeten do drugih, da si takoj tisto, nočem tujcev tu. Sej, treba je sprejemati vse, ali je tako ali drugače. Tudi v veri, recimo, naš župnik je, pač smo tisto pesnico pel, Jezus ljubi vse otroke, zdaj če ga ima na vero, nočem zdaj versko tu, ampak treba je res vse sprejeti. To še pa ne pomeni, da lahko jim pustiš vsem vse delati. Pač, prva stvar je, da ni vsak za vse, pač eni ljudje so dobri v tem, eni ljudje so dobri v tem, pa tudi druga stvar pa je to, da pač imajo vsi isto pravice, to je super, to je pravice moraš imeti, a imajo pa vsi dolžnosti, ki pa tudi morajo fejst veliko pomeniti, to mora biti isto, ne mora biti zdaj, pravico bomo imeli, vsi dobijo denar, vsi dobijo dom, vsi imajo pravico, da imajo vodo, vsi imajo denar, da priješ, vsi morajo tudi dolžnost imeti, da delajo, da te dobijo te stvari, ne. Se pravi, ko boš ti imel možnost odločanja, recimo temu v vlogi poslanca, bo pri tebi red, disciplina. To je taka beseda, ko delavci pri nas vsak dan čujejo. Ne, red, disciplina, verjetno tudi imaš velik čut za pravičnost. To so pomembne vrednote. Za mene je to ena izmed glavnih stvari, da res en dober kolega, en dober podjetnik, ko ga zelo cenim, pa ima tudi firmo lesarsko, je rekel, moraš biti strog vedno, ampak pravičen. Recimo, če do nekoga prideš, pa si jezen, ker je pač nekaj narobe, ne, zdaj jezen, ampak pač mu poveš tole narobe, tole pa si me fejst razočaral, da on, do katerega si prišel, ve točno, šef ima prav, pač jaz moram prevzeti tudi odgovornost, jaz moram to rešiti in to moramo potem do konca speljati. Zato kot je tudi ena izmed naših mantr na podjetju, pa iz ene dobre knjige Take Ownership od Jocko Willink, vsako stvar moraš prevzeti odgovornost. Ni važno, kak fejst je mim, važno je, da spremeš. Tudi delavca rečem, zasral si za 10 jurjev projekt, če on pride do mene, reče, šef, tole sem zajel, mašina je hin, tole je hin. Rečem, super. In? Takle bom popravil. Super, kaj še? Bom popoldan. Vsaka čas, lahko tudi med šihtom, ne rabiš popoldan, ampak sam da rešiš. In točno vsi pri meni vejo, da če pride do mene, točno to rekel. Rekel, sam kako boš rešil za njo, ne vsem, kako bo tam ono, tretje, gor, dol, vem, da se vsak zajel, tisko dela, bo kaj narobe naredil. Ampak glavna stvar, ko tudi v politiki manjka, je prevzeti odgovornost, reči, jaz sem tole zasral, jaz se obljubim, da bom tole popravil, a mi lahko pomagaš, prosiš nekoga za pomoč, to so te osnovne stvari, ko jih moramo spraviti nazaj v našo politiko, da rečeš, zato recimo, ful mi je ne fair, da recimo, če na podjetju nekaj je narobe, da bodo kar vsi krivi. Na politiki pa recimo nekaj zasral, se bomo pokrili z onim gnarjem od tam, pa doben ne bo vedel sloh. On bo pač zgubil položaj, pa bo pač nekam drugam šel, nikoli več ne bomo verjetno politiki videli, ampak ali pa mogoče 4 leta, do ta čas pa pač bomo to pokrili, ali pa zakrili, ali pa karkoli drugo. Na podjetju recimo, en si je roko odrezal, ga bo delavec tožil, da je odgovoren delodajalec, 10 let tožb, verjetno odpravnine, to vse firma čuti, to ne bo zdaj se kar skrilo, ne. In podjetja propadajo, zato na državi pa so to vse neko, it's good. In še zaključno vprašanje, zakaj voliti Anžeta Plevnika? Definitivno zato, da se bo delo splačalo. To je moja glavna mantra in vsak mu rekel,
je tisti, ko so stanejo zjutraj, ko imajo motivacijo, ko grejo v službo s tistim, danes bomo nekaj dobrega naredili, jaz grem danes na šiht, ker se borim, zato vsak ima eno stvar, zakaj se bori, recimo. Jaz imam zdaj recimo ščerko, ne, en ima recimo, ne vem, partnerja, en ima, ne vem, nek cilj, da si bo kupil en avto in da to, kar nas žene, ne, da se to tudi pol uresniči lahko. Ne samo, da so to večne sanje do penzije, ampak da je to neka stvar, ko se uresniči, da si lahko, ne vem, dom kupiš avto, živiš normalno, da ne greš iz meseca v mesec, da vse tiste stvari, ko si bil mali, ko si laufal, pa si rekel, jem tamle tisto hišo 50 enkrat imel, pa jem pa imel Porschea, da so to stvari, ko jih lahko dosežeš z delom, ne samo z nekim filozofiranjem, da dejansko, da lahko ti delaš, pa nekaj na koncu ti ustane, da lahko nekaj pokažeš, da si ponosen na to, kar si ti dobil, ne pa samo zato, da je, tet mesec mi je pa ratal hrano kupiti, pa nisem kredičev. Ne, to ni življenje. In tako sem rekel, ni cilj, da je čim več ljudi, da imajo minimalce več, ampak ne, cilj je, da sploh ni ljudi na minimalni plači. To je glavni cilj. Evo, super. Hvala, Anže, veliko sreče in uspeha, predvsem na volitvah. Hvala. In hvala za obisk v studiu. Hvala tebi. Hvala tudi vam, da ste naju poslušali. Se vidimo.